Zdravo, infodramovci! Zaradi koronavirusa sem moral prestaviti turnejo, ampak samo zato sem danes lahko z vami. In mogoče malo glasbe za uvod. Dajmo tole še enkrat. Jaz smo zdaj solo kariero. Na poletne večere z Watermelon Sugar bomo morali sicer še malo počakati. Najprej je treba pregnati zimo, se veste, glasno norenje, ampak samo v mehurčku in na zaslonu. In kar zaslona nam bosta dvojčka Tim in Nik, sestrico Elo, pokazala, kako se odganjanja zime lahko lotimo tudi v kuhinji. Živijo, jaz sem Nik. Živijo, jaz sem Tim. Danes vam spekla miške. Za miške rabimo skuto, mleko, jajca, sladkor, limonine lupine, sol, moko, pecilni prašek. Zdaj bomo maso narejeno, zdaj bomo pa miške odsvarali. Miške so zdaj crte, zdaj jih posujemo s sladkornim prahom. Pa dober tek. Pa vsega pusta hrusta. Od mišk pa k mačkam in to tretjim največjim na svetu. V Argentini so se razveselili dveh mladičkov črne lisaste zveri, torej dveh jaguarjev. Starša ljubkih mladičev sta iz različnih okolij, mama živi v ujetništvu, oče pa v divjini. Kar 9 mesecev sta si dvorila čez ograjo, preden so skrbniki popustili in samcu odprli vrata. Mimogrede, jaguari se parijo tudi do 100-krat na dan, samička pa je breja 14 tednov. Mladička bosta, ko bosta samostojna, lahko živela v divjini. Narava je res neverjetna. Hrvaška geodetska uprava je recimo ugotovila, da sta se zaradi hudega potresa, ki je decembra prizadel Hrvaško, kraja Petrinja in Sisak oddaljila za 86 centimetrov. Petrinja je namreč zdrsnila proti jugovzhodu za povprečno 45 centimetrov, medtem ko se je Sisak premaknil za povprečno 10 centimetrov proti vzhodu. Včeraj pa so se tla malce zatresla tudi pod vlado Republike Slovenije, saj so poslanci glasovali o konstruktivni nezaupnici. A večjih premikov ni bilo. So pa padale kar težke besede in poslanci očitno še niso slišali mojega komada Treat people with kindness. Bodi prijazen do ljudi. Se bi ga zapel, ampak je naš skupni čas omejen, zato raje poglejmo, kaj je to konstruktivna nezaupnica. Podrobno pod lupo. Konstruktivna nezaupnica vladi pomeni, da najmanj 10 poslancev v državnem zboru predlaga glasovanje o tem, ali poslanci še zaupajo vladi, hkrati pa predlagajo tudi novega predsednika vlade. Da je nezaupnica izglasovana, jo mora na tajnem glasovanju podpreti več kot polovica vseh poslancev, torej vsaj 46 od 90. Konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše so predlagale stranke koalicije ustavnega loka ali krajše KUL-a. V njej so stranke Desus, Levica, SD, SAB in LMŠ. Za novega mandatarja so predlagale Karla Erjavca. Vladi so med drugim očitali, da krši načela ustavne ureditve, ogroža ugled naše države v mednarodni skupnosti, pa tudi neučinkovito spoprijemanje z epidemijo COVID-19. A vladi ne zaupa le 40 poslancev, zato konstruktivna nezaupnica ni bila izglasovana. To pa pomeni, da bo vlado še naprej vodil Janez Janša. Še naprej pa imajo ponekod v Egiptu pouk nadaljavo. Zato je 12-letna Rim iz Atmide okrog sebe zbrala skupino 30 otrok in jih začela poučevati matematiko, verouk, arabščino in angleščino. Rim, kaj pa glasba? Če tudi vi počnete kaj zanimivega, recimo pojete ali pa praznujete rojstni dan, vse najboljše Tanja in teta Dada, nam to le sporočite. You're golden. Uživajte!
Ulice egiptovskega mesta Atmida so med epidemijo polne otrok, ki si čas krajšajo z igro in se družijo. 12-letna Rimel Kuli je pomislila, da bi bilo dobro, če se ne bi le igrali, ampak tudi kaj učili. Vlogo učiteljice je sprejela kar sama. بدأت بقى أدرس لهم وأعلمهم في كراس. بعدين أنا واحد في الشارع اسمه الكابتن سيد جاب لي سبورة بطباشير. بدأت أعلمهم بقى كل Starši so najprej mislili, da so otroci šolo le igrajo, zdaj pa so navdušeni nad tem in imajo pouk z mlado učiteljico zelo radi. أنا كنت فاكرة بيلعبوا وخلاص وقصص كده. جت مرة هاتي يا ماما كمامة عشان ريم هتدينا في الكراسة. 12-letna Rin, ki si želi postati učiteljica, opaža, da je varnostno razdaljo lažje upoštevati med poukom kot med odmori.